Želim seveda podati izjavo v zvezi z včerajšnjo sejo Odbora za finance in monetarno politiko. Moram se seveda odzvati tudi na nekatere izjave mojih poslanskih kolegov, ki za resne bančne zadeve uporabljajo retoriko in izrazoslovje iz zgodnjih 50 let prejšnjega stoletja. Slovenija ne bo postala noben hlapec, Slovenci ne bomo postali belgijski hlapci, kot je bilo rečeno. In tudi včeraj se ni dogajala nobena kriminalka, ampak je bila razprava upravljena od med drugim treh pomembnih zadevah z področja bančništva. To je v zakonu o bančništvu, s katerim se tudi v Sloveniji uvajajo tako imenovane Contingent Convertible Bonds, tako imenovane KOKO obveznice, s katerimi je seveda dana možnost lastnikom, da, bom rekel, uporabijo inštrument hitrega, tako imenovane hitrejšega zagotavljanja kapitalske ustreznosti bank. To uporabljajo tudi druge države, med drugim tudi Švica, Nemčija, Velika Britanija in še nekatere druge, in je poznan inštrument v tako evropski kot tudi ameriški bančni praksi. Skratka, tukaj imamo sedaj možnost, da ta inštrument uporabimo tudi v slovenskem bančnem sistemu. Poleg tega sta bila včeraj obravnavana dva odloka o upravljanju s kapitalskimi naložbami, in sicer en odlok se nanaša na Novo Ljubljansko banko, drug odlok se nanaša na Novo kreditno banko Maribor. S tema dvema odlokoma se daje možnost, da se ti dve banki dokapitalizirata. In seveda, da s tem, ko bosta dokapitalizirana, zagotovita tista merila, tiste kriterije, ki jih je postavil Evropski nadzorni organ, zato da bosta seveda stabilnejše, varnejše in da bosta seveda tudi lahko sprostila kreditni potencial. Seveda je bila razprava burna, različna, tukaj seveda nimam se popolnoma, lahko rečem, da je takšna tudi bila, no vsezadnje je tudi prav, da se krešejo različna mnenja, vendar včeraj ni šlo za prodajo nikakršnega premoženja Slovenije in seveda tudi ni šlo za nikakršnokoli privatizacijo. Vse, kar se bo dogajalo z bankami, se bo dogajalo na skupščini in bank in seveda nadzornih organov. Tukaj je seveda treba vedeti, kdo je za kaj odgovoren in seveda vedeti je tudi treba, kdo sprejema kakšne odločitve. Državni zbor je organ, ki skrbi oziroma ki sprejema zakonodajo, je zakonodajno telo in ni kakršenkoli prodajalec katerihkoli bank. Toliko morda, še kakšno vprašanje. Gospod Šircelj, včeraj je na tem odboru, torej, kako bi v bistvu to komentirali pravzaprav, ne? Del razpravljavcev iz opozicije je ugotavljal na podlagi razprav, ki so jih tam slišali in na podlagi nekaterih neodgovorov, oziroma odgovorov, ki jih ni bilo, strani državnega sekretarja pa tudi koga drugega, je pravzaprav del opozicije potem nekako začel sklepati, da se pravzaprav dogajajo resni dogovori v to smer, da bi tudi preko tega inštrumenta belgijska KBC najprej povečala svoj delež v banki na 35 ali 36 odstotkov s končnim ciljem 55 odstotkov. Torej, da bi v bistvu na koncu dejansko prišli do takšne lastniške strukture NLB-ja, da bi bil na koncu večinski lastnik belgijski KBC. Ali je to po vaši oceni ali po vaših informacijah, zelo direktno vprašanje, res? In če ne, kaj je potem res? Jaz mislim, da včeraj so šle seveda razprave tudi v to smer, vendar jaz mislim, da so bile te razprave, da je bila podlaga za te razprave nerealna, bile so različne govorice, tudi strani vlade ni bilo nikakršnih danih takšnih podatkov, da bi to lahko sklepali. Šlo je pa za, lahko temu rečemo, govorice. Jaz mislim, da se pogajanja oziroma razgovori vodijo, to je bilo že večkrat tudi rečeno in seveda tudi prav je,
zaradi tega, da zaščitimo pogajalske interese, da se v javnosti pač takšne podatke ne daje. Zaradi tega jaz tudi ne vem, od kje in koga so takšni podatki dejansko prišli. A boste podprli, ker koncu bo moral državni zbor odločiti o tem, če bo šel denar za dokapitalizacijo iz proračuna, boste podprli tak predlog in do kakšne višine se vam zdi smiselno, da država zagotovi denar za dokapitalizacijo? Jaz mislim, da je koalicijska pogodba jasna. Koalicijska pogodba govori o tem, da naj bi država imela 25 plus eno delnico. Seveda je to proces. To je proces, ki se bo dogajal verjetno dalj časa, nadzorovano in transparentno. Glede na to, da nikakšnega takšnega predloga ni v državnem zboru, ni v obravnavi, seveda težko vnaprej govorim, kaj bi podprli in kaj ne bi podprli. Navsezadnje, tukaj gre navsezadnje tudi še za veliko več kot samo za to, ali država poveča prek proračuna svoj delež ali ga zadrži in tako naprej. Mi tega dejansko danes nimamo na mizi, o tem se ne odloča. Gospod, koliko sta po vaši oceni vredni NLB in NKBM, recimo v primeru morebitne prodaje teh dveh bank ali pa nekega drugega načina spreminjanja lastniških deležev, koliko recimo svežega kapitala bi se recimo NLB, če bo do tega procesa prišlo, lahko obetala z tega naslova po vaši oceni in kako ocenjujete in čemu pripisujete dejstvo, da je Nova kreditna banka Maribor, kot je bilo včeraj slišati na odboru za finance, vredna samo še 96 milijonov evrov. Zakaj? Glejte, to so prejudiciranja. Koliko je nekaj vredno in koliko je cena, boljše da rečemo cena, ker poznamo razliko med ceno in vrednostjo, o tem odločata običajno ali pa skoraj vedno kupec in prodajalec. In seveda tukaj je seveda neko soglasje. Mi o vrednostih danes lahko govorimo vsak zase, pomembna je cena, o kateri se bosta govorila kupec in prodajalec. To ni danes moja stvar in navsezadnje se s tem, koliko je cena, niti ne ukvarjam, navsezadnje ne sodelujem na borzah, ne kupujem delnic in skratka, težko rečem, kakšna bi bila tista cena. Vi izključujete, recimo, glede na informacije, ki jih gotovo imate, tudi z Ministrstva za finance in iz vlade, vi izključujete v tem trenutku možnost, da bo na koncu tega procesa KBC, ali pa da se vsaj dogaja resen poskus, da KBC pride do 55% NLB-ja. Vi lahko izključite, da tega ni? Jaz teh informacij nimam. Jaz teh informacij nimam ne z Ministrstva za finance, ne z vlade, ne z Nove Ljubljanske banke. Težko komentiram. Kaj pa o tem, koliko bo država v tem trenutku morala dodati za te obveznice iz računa depozitov? Lahko glasujete za zakon o poznavanju ali oziroma nepoznavanju teh številk? Ne, mi ne glasujemo o tem. O tem bodo seveda glasovala organi banke, o tem bodo organi banke odločali in navsezadnje, kot jaz razumem, so možnosti različne, kako se bo dokapitalizirala ta banka in jaz vem, nobena možnost ni, bom rekel, takšna, da bi že bila dejansko realna.